Le nekaj dni nas še loči do reza Stare trte, 38. zapored, in z menoj v moji družbi pozdravljam seveda Matevža in pa gospoda Staneta Kocuterja, mestnega viničarja. Lepo pozdravljena oba. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Ja, 38. rez Stare trte. Gre za tradicijo, ki je prav gotovo zelo pomembna za mesto Maribor. Pravzaprav zakaj, kdaj se je vse to skupaj začelo? No, začetek je v sami ponovni revitalizaciji Stare trte v 80. letih. Takrat zadeva ni bila nič kaj slovesna, ampak je šlo za to, kako pravzaprav trto, ki je še kazala znamenje življenja, oživiti. Treba je bilo odstraniti te stare ogolele krake in seveda trdno upati, da bo iz tistega, kar je ostalo, pognalo kaj na novo. Resnično se je zgodilo, magistru Tonetu Zafošniku je to uspelo, skupaj z še sodelavcema takrat magistrom Antonom Vodovnikom in Gustavom Matisom so to prvo delo takrat opravili. Trta se je imenitno odzvala, seveda prirast je bil dober, že v naslednjem letu so jo obrezali spet nekoliko drugače in tako se je zgodilo, da je leta 1985 že dala nekaj pridelka, 86 malce več in 87 so potem začeli s to slovesno trgatvijo, kot jo poznamo danes. No, kasneje pa je šlo tudi, da so pripravili prireditev povezano z rezjo, tudi dogodek na začetku njenega leta. Ali ta rez Stare trte pomeni nekakšen uvodni dogodek oziroma uvodno dejanje v festival Stare trte in pa tudi o vinogradniško sezono? Prav gotovo, to je to, pomeni prvo resno opravilo v vinogradu in pri trti. Trto je seveda potrebno obrezati, jo negovati, za voljo tega dobimo potem tudi kakovosten pridelek, rastlina ostaja v teh svojih gabaritih, je zelo natančno obremenjena, približno vemo, kaj lahko, ko to delo opravimo, tudi pričakujemo, seveda, če nam služi vreme, če ni toče, pozebe ali še česa hujšega. Pravzaprav verjetno nikoli ne zmanjka dela samo trto, prav gotovo pa ne zmanjka tudi programa, ki se nekako vrti ob vseh teh dogodkih, ki so pomembni ne le za mesto Maribor, ampak tudi širše, za ljudi, za tradicijo. Pravzaprav kaj obetate letos od 38. reza Stare trte? Torej, tako kot je že Stane, nekako je nastala pravzaprav iz ene stroke se je potem razvil dogodek. Ta dogodek je povezan vsekakor z mestno občino Maribor, torej nekako nudi kot protokol in je pa seveda tudi močen turističen produkt oziroma je kot eno naznanitev, kot ste že povedali, festivala Stare trte, ki bo letos od 1. oktobra, pa potem se bo končal kot že lansko leto z martinovanjem. Torej, na sami prireditvi vemo, da že kot protokolarno nekako začnemo z samo himno Stare trte, potem se odvijajo vse te naše vinske kraljice, torej od mariborske, pa potem od slovenske do vseh teh vinskih redov. Tudi Stane seveda tam aktivno sodeluje, da strokovno poreže našo staro trto in pa potem vsi tisti, ki pošljejo na protokol vloge, da bi si želeli, da v njihovem kraju raste stara trta in se potem na podlagi tega tudi jim dodeli. Letos je teh prejemnikov 6, 3 smo nekako podelili v tujino, 3 bodo pa ostali v Sloveniji. Pravzaprav je torej tudi Stara trta zelo pomembna, kajti je tudi doprinesla k temu, da se je Maribor nekako uveljavil v svetovnem turističnem zemljevidu. No, menim, da je najstarejša trta ta trenutek in bo še dolgo največji mariborski simbol, na nek način največja posebnost. Nenazadnje, Matevž, tudi skozi hišo Stare trte naštejete, mislim, da letno okoli 50 000 obiskovalcev, še več je
pa tistih, ki morda gredo mimo. In tudi, če pogooglamo Maribor, se nam takoj postavi pred oči Trta, izvemo tako rekoč vse o njej. Zavod za turizem prenavlja spletno stran, zelo zanimiva bo, se bo redno sproti aktualizirala. Trta je res izjemen simbol in kot taka prepoznana tudi v svetu. Vi ste tako rekoč vpeti v celotno dogajanje. Vaša naloga je naloga mestnega viničarja, se pravi skrbnika Trte. Verjetno pravzaprav za vas ni nekega premora. Ves čas morate skrbeti zanjo, jo negovati in ji pač dajati to ljubezen, da potem konec koncev vrodi. No, praktično je premor nekako od trgatve pa sedaj do rezi, takrat tudi Trta počiva in resnično ni okoli nje kaj posebnega za početi, ampak sedaj se pa začne. Resnici na ljubo moram povedati, da smo tisto glavno reso že opravili, da to, kar bo, je seveda prireditev z rezom tistih simboličnih rož, ki jih nalašč zato tudi pustimo za samo prireditev. Malce dolgo bi trajalo in le je potrebno nekaj zbranosti in premisleka, kar pa ob nekem takem dogodku ne bi šlo, in dejansko se praktično že ves čas nekaj dni prej Trta dejansko v tehničnem smislu poreže, potem pa ostane samo tisto, kar je predvideno za prireditev. Tako kot sva že omenila prej z Matevžem, cepiči bodo tudi letos romali tako po Sloveniji kot v tujino. Kaj pomenijo ti v povezovanju stikov? Se obetajo tukaj kakšne tesnejše prijateljstva, morda ne vem, kakšni so vtisi od vseh tistih, ki ste jih že podelili, ker v nekaj krajev so romale? No, nekaj vezi je vzpostavljenih že preden zaprosijo. Žal je, kolikor vem, teh vlog veliko več, kot jih pač podarimo, ampak to je dejansko stvar odločitev mestne občine. Je pa tisto, kar bo letos našlo svoje rastišče, pa mi bo Matevž malce pomagal, občina Sveti Jurij ob Ščavnici. To je izjemno zanimivo okolje, odkoder je doma kar nekaj zgodovinskih osebnosti. In letos se spominjamo stoletnice Majniške deklaracije, od tam blizu je bil doma recimo dr. Anton Korošec, potem vinogradniško društvo Ostrožno pri Celju, majhen, zanimiv, pa seveda tudi aktiven kos vinogradništva na samem obrobju. Potem kraj na avstrijskem Štajerskem Sankt Anna am Aigen, to je tista Sveta Ana, ki jo vidimo iz naše Svete Ane v Slovenskih goricah tam čez. Tudi ti dve občini sta prijateljsko povezani. Potem imamo nekaj zelo zanimivih povezav. Recimo zaprosila je občina Škofja Loka za nemško občino Freising na Bavarskem, tudi tu je zgodovinska povezava. Freisinški škofje so v srednjem veku kolonizirali območje sedanje Škofje Loke, Selške Poljanske doline, in dejansko bodo ti Trto podarili svoji pradomovini tam v okolici Freisinga. Zaprosila pa je tudi evangeličanska cerkvena občina Moravske Toplice, in sicer, da bi potomko Trte posadili v Bad Urahu, tam je deloval Primož Štrubar. Letos bo pa tudi minilo 500 let od tistega 31. oktobra leta 1517, ki ga označujemo kot začetek reformacijskega gibanja v cerkvi. Bo morda še ta 38. red Stare Trte poseben še v čem drugem, ali je to seveda z vsem tistim kulturnim programom, ki ga obetate vsako leto? Naročila so lepo vreme, ne? Vsekakor lepo vreme. Tu pa je še ena, torej en cepič bo šel, to pa bo šel na Madžarsko v mesto Somatej. Še tisti so nekako, smo jim rekli, da jim dodelimo, da jim pokažemo to našo tradicijo, in da pa vsekakor, ne, da gremo mi tudi to pogledati. Tudi mi smo se nekako letos odločili, da bomo probali v samem festivalu Stare Trte nekako nadgraditi tudi festival in s temi že prejemniki, torej teh cepičev, vzpostaviti neko vez in jih nekako vključiti v sam festival, torej jih mogoče povabiti,
pa bomo videli, no, kako bo to vse skupaj se odvilo, torej možno bo videti v samem festivalu Stare trte. No, vedno sem se spraševala, ali morda podate vsem prejemnikom cepičev kdaj kakšno nalogo, ki jo morajo opravljati? No, predvsem morajo zagotoviti, da obvladajo to delo, zagotoviti, da bodo trto tam tudi primerno označili in zanjo skrbeli. No, naj povem, oni sedaj prejmejo simbolično rozgo in listino. Kasneje, ko pa je pravi čas sajenja, to je nekako v času od začetka aprila pa nekje do konca maja je tisti idealen čas, takrat pa dobijo ukoreninjeno rastlino, ki se ji reče cepljenka in dejansko je tista rastlina tista, ki bo šla tam na tisto pripravljeno rastišče. Potem je približno potrebnih še 3 leta vzgoje in potem pa trta počasi že da kakšen grozd.